Dobrodošli nazaj. Velike ameriške finančne ustanove so začele trgovati z bitcoin skladi. Cena najbolj znane kriptovalute pa ni poletela v nebo, kot so mnogi pričakovali, ampak je celo padla za več kot 10%. Po zadnjih podatkih inflacija znova narašča, kar pomeni, da se nižanje obrestnih mer oddaljuje. Telekom in Cinkarna Celje bosta letos izplačala dividende. Na vrsti je seveda ponedeljkova rubrika Finančni svet in v studiu se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, mi pozdrav. Pozdravljen, Gregor. Praviš, da je bilo zelo dramatično na finančnih trgih v preteklem tednu. Dober začetek, a ne, novega leta? Revolucija se je začela res 2 tedna, šele v letu 2024. Cela drama, vsekakor je Bitcoin tisti paradni konj finančnih trgov prejšnjega tedna. Spoštovani, lep ponedeljek želim. Ameriške banke prevzemajo vlogo kriptomenjalnic. Od četrtka trgujejo z 11 ETF-i, ki sledijo ceni Bitcoina. Revolucija se je začela, vendar brez špekulacij žal ni šlo. Kriva pa je ameriška komisija za vrednostne papirje, ker so na Twitterju najprej objavili, da je trgovanje dovoljeno čez 15 minut. Pa je Gary Gensler, prvi mož, sporočil, da gre za lažno objavo, ker naj bi nekdo ukradel njihov profil. In ta nekdo je v 15 minutah res lepo zaslužil. Vam pokažem na tem grafu, ki prikazuje manipulacijo. Poglejte, ta zelena in rdeča svečka, to je graf, ki je 15-minutni za Bitcoin. V hipu, ko so sporočili na Twitterju oziroma na X-u, da je sprejet, je potem cena dosegla vrednost $48,000. Potem 15 minut kasneje, ko so rekli, da jim je nekdo ukradel profil, je cena padla za 3.000 na $45,000. In 2 dni kasneje je ameriški regulator trgovanja Bitcoina ponovno odobril. Tokrat ni šlo za lažne novice, ampak kaj se je zgodilo z Bitcoinom? Kot vidite, je padel za kar 13% in čisto vseh 11 ETF-ov je prvi teden trgovanja končalo v rdečih številkah. Kakšna ironija. Ravno šef ameriške komisije za vrednostne papirje Gary Gensler bi moral zaščititi državljane pred zlorabami, zato je tudi država posegla v regulacijo kriptotrga. In 2024, ultimately, our New Year's resolution is to make sure that the markets work for you, the investor, the issuer, and not the other way around. Mnogi politiki uspešno trgujejo na finančnih trgih. To je 83-letna ameriška senatorka Nancy Pelosi, ki je za $5 milijonov kupila opcije na delnico Nvidia. To je bila najbolj donosna delnica prejšnjega leta, ki pa je od avgusta, kot vidite tukaj na grafu, nekako se ustavila pri vrednosti $500. Prejšnji teden pa je ta delnica nekako poskočila za dobrih 11%. In tako je senatorka v prvih 14 dneh letošnjega leta zaslužila več, kot bo svojo plačo do konca leta. No, medtem pa po tisti drami z vijaki delnice Boeinga vztrajno padajo. Letos, kot graf prikazuje, že skoraj 17%. Čeprav so imeli decembra rekordno uspešen mesec, saj so prejeli kar 369 naročil in od tega 301 za Boeinge 737, ki sicer ostajajo do nadaljnjega prizemljenja. No, padati pa je začela tudi delnica spletnega trgovca eBay, ker jim je sodišče prejšnji teden naložilo 3-milijonsko kazen. Vzrok pa je res zaskrbljujoč. 600 uslužbencev eBaya je zakoncema v ZDA, ki sta na spletu kritizirala njihovo počasno dobavo, v mafijskem stilu na dom poslalo ščurke, prašičjo masko iz filma Žaga in tudi celo knjigo, kako preboleti izgubo partnerja. Was a psychopath. Who could devise these torturous packages and the depravity, the messages, if you read the language, I never in a million years would have thought it was a company. Po zadnjih ameriških podatkih je inflacija 3,4%, kar je več kot prejšnji mesec in tudi več, kot so ekonomisti napovedali. Brezposelnost ostaja rekordno nizka, kar posledično pomeni, da se nižanje visokih obrestnih mer odmika. Trg vseeno letos pričakuje 6 nižanj za 150 bazičnih točk, to je 1,5%. Centralna banka pa zdaj vidi zgolj 2 nižanji, to je za 0,5% oziroma 50 bazičnih točk.
Dobrih 70% verjetnosti je, da bi lahko že marca imeli prvo nižanje, verjetno za 25 bazičnih točk. No, medtem pa je inflacija v Argentini poskočila že na 200%. Ljudje so na ulicah. Predstavnica Mednarodnega denarnega sklada pa je prejšnji teden v Washingtonu izpostavila, da letos pričakujejo nižjo svetovno gospodarsko rast. Labor markets continue to be resilient. Of course, the news is not all good because this resilience with growth hovering around 3%, both last year and expected over the medium term, that's much lower than previous kind of global average growth rates, which were about 3.8%. No, po sobotnih tajvanskih volitvah se geopolitične napetosti stopnjujejo. Peking tudi zaradi pritiskov, pa tako imenovani Združeni Kitajski, množično izgublja tuje naložbe, kot vidite na tem grafu. In te so še vedno ključne za nadaljnji gospodarski in tudi tehnološki razvoj države. Po ameriškem napadu na Jemen pa je spet začela naraščati cena zlata. Draži pa se tudi nafta za 2,5% v zadnjih dneh, vendar to se bo na črpalkah poznalo šele čez 14 dni verjetno. Ne zgolj energenti, tudi prehranske surovine bodo v naslednjem desetletju precej dražje, je v zadnjem finančnem podcastu izpostavil finančni analitik Ilan Sharma. Dosegamo dejansko nek maksimum proizvodnje, medtem ko prebivalci še kar raste. Se pravi, mi bomo prišli tle na nek razkriž, ko pač proizvodnja ali bo šla cena navzgor, ali pa bo dejansko pač prebivalcev se zmanjšalo. Pač tak je, trendi so pač navzkrižni. No, februarja prihaja dolgo pričakovana izdaja ljudskih obveznic. Na domačem borznem parketu je bilo prejšnji teden sklenjenih 7,8 milijona evrov poslov. Cinkarna Celje in Telekom Slovenije boste spet začeli izplačevati dividende in lani jih niste smela zaradi prejemanja državne pomoči. Slovenski delniški indeks je tako v prvem polnem trgovalnem tednu zrastel za dober odstotek. V prvi kotaciji pa se je zaradi dobrih novic najbolj okrepila delnica Telekoma Slovenije in sicer za dobrih 7%. Pa poglejmo še naš svet portfelj, ki je žal prejšnji teden izgubil skoraj 100 evrov, ampak smo še vedno 90 evrov v plusu. V portfelju negativni donos poleg kitajske Alibabe povzroča zdaj še BTU, to je Peabody Energy, ki trguje s premogom, in tudi Louis Vuitton Moet Hennessy, oznaka LVMHMC. Kljub padcu Bitcoina ostaja naš ETF PTCE, ki sledi tej ceni Bitcoina, najboljša donosna naložba. Adi, hvala lepa za tale zanimiv tedenski pregled, pa pogleva še naprej, ne na borzne trge, ampak v finančni podcast, kaj nam pripravljaš? Tako ta četrtek se mi bosta pridružila Simon Skubin in Nikola Maljković, iskali bomo pa neke nove priložnosti na trgu, nove naložbe, no, nekatere delnice iz našega portfelja bomo morda celo prodali, zato nas spremljajte četrtek. Hvala za pozornost in uspešen teden še naprej. Adi, hvala lepa. Enako, Gregor.